Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Pivovarna Laško se dogovarja o prodaji svojega deleža v Mercatorju. Kljub temu uprava Mercatorja še vedno upa, da bo Mercator ostal v slovenskih rokah. Z direktorjem Mercatorja Žigom Debeljakom se je pogovarjal Denis. Ali sta po tisti tiskovni konferenci, ki jo je imel prvi mož pivovarne Laško, Boško Šrot, govorila vidva osebno o tej njegovi nameri? Ne. Mi imamo danes ob 3 popoldne sejo nadzornega sveta družbe in zagotovo bomo razpravljali tudi o aktualnih dogajanjih v zvezi z Mercatorjem. In zdaj vam želim lep dan, pa se vam zahvaljujem, da ste nas prišli pogledati. In upam, da boste pogosto tudi naš kupec v Mercatorju. Ampak imam pa samo še eno kratko vprašanje. Ampak bova zaključila zdaj diskusijo. No pa izvolite. Če govorite pa malo s srcem, če bi Mercator nekako resno šel v tuje roke, bi bilo to konec nacionalnega interesa oziroma tistega, kar ste govorili na začetku? Če tu govorim kot Žiga in ne kot predsednik uprave, bom zagotovo rekel, da si ne želim, da bi Mercator postal ena odvisna podružnica tuje trgovske verige. To bi bila zagotovo škoda. Smo največje slovensko podjetje in močno povezani z širšim družbenim okoljem, v katerem delujemo. In mislim, da je prav, da imamo uspešna samostojna podjetja, ki niso uspešna samo na domačem trgu, ampak so tudi nosilec razvoja v tujini, izven Slovenije. To Mercator uspešno počne in ni nobenega razloga, da ne bi sam samostojno uspešno počel tudi v prihodnje. Žiga morda res lahko ostane brez kančka nacionalnega ponosa. Gospodu Debeljaku pa se utegne zmanjšati plača v prevzemu. Kakorkoli, Delo je lastništvo v Večeru povečalo z 20 na skoraj 80%. Z nakupom so nezadovoljni Večerovi novinarji. Ministrstvo za kulturo sporoča, da je nezakonit. Na uradu za varstvo konkurence pa čakajo, da bo Delo prijavilo koncentracijo. Delo in Večer imata skupaj okoli 70% tržni delež na področju dnevnih časopisov. Zadnjo potezo Laščanov je kratko komentiral tudi Borut mandatar Pahor. Če je tako soglasje potrebno, kolikor vem je, potem morajo presojati pristojni organi. V 12-terniku čutim, da soglasje je potrebno. Na spletni strani SDS so zapisali, da tajkuni odpirajo šampanjce. V SDS so prepričani, da bo novo vlado vodila stranka zares. Kot izjemo med ministri pa omenjajo finančnega ministra Francija Križaniča, ki je ob svoji kandidaturi napovedal rebalans proračuna. Križanič je takole odgovoril na vprašanje, komu se bo jemalo in komu dajalo. Jaz mislim, da jemalo se ne bo, Pomembno je, kako se bo vzdržalo pakt stabilnosti, in pomembno je, kakšna bo struktura izdatkov, ki bodo omogočili pospešek gospodarske rasti, se pravi preprečitev recesije, pa potem tudi pospešek kvalitativnih sprememb v gospodarstvu. Mestni svetnik Miha Jazz Binšek je ovadil Zorana župana Jankoviča, načelnika oddelka za kulturo Uroša Grilca in direktorja Zavoda za kulturno dediščino Roberta Peskarja. Jazz Binšek jih krivi, da je mestni svet sprejel odlok, ki omogoča rušenje Kolizeja. Kolizej se lahko ruši samo pod enim pogojem. In ta pogoj je, če bo Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovil, da je prav, da se ruši. Seveda takrat bi moral pa tudi plačati investitor takozvani nadomestni ukrep, ki je seveda po oceni investitorja samega vreden 22,5 milijona evrov. Da bi se temu izognil, je mestni svet sprejel pa razvrednotenje tega spomenika. Jazz Binšek računa, da bo na njegovo pobudo ukrepal tudi minister, zaenkrat smo še v riti za kulturo, ki ima za to le še nekaj dni časa. In seveda organi pregona. Na potezi seveda gospod Simoniti. Torej jaz mislim, da tudi policija ne bi bilo treba, da se zgane, zato ker gre za javne papirje. In ker gre za javne papirje, ni treba nobenih preiskovalnih dejanj. Jaz mislim, da je tožilstvo na potezi. Tuje delavce, ki stanujejo v bivalnih zabojnikih za Bežigradom, je Marko Čerkez v imenu Vegrada opozoril na njihovo necivilizirano vedenje. Med drugim je zapisal: Tudi ob nedeljah, ko ste prosti, prosim, da se pogovarjate potiho in ne poslušate glasbe na glas.
Zavedajte se, da trenutno stanujete v Ljubljani, ki je glavno mesto Republike Slovenije, ki je članica Evropske unije. Tukaj veljajo zakoni in pravila, ki so na višjem nivoju. Amen. Goran Lukić iz Zveze svobodnih sindikatov pravi, da je obvestilo na meji rasističnega govora. Tisto, kar je napisano na Vegradovem sporočilu, pove vse o nas. Pove o tem, da še vedno nekateri izmed nas govorimo o tujcih, kot o podrejenih bitih, da še vedno nekateri izmed nas živijo v svetu, ki je zelo zamejen, ne samo z fizičnimi mejami, ampak tudi z mejami, ki so na osnovi rase, etnične pripadnosti in tako naprej. Umano Terra že drugo leto ponuja seznam inovativnih daril. Simbolično posvojite delfina, ohranite nekaj arov tropskega gozdu, nasmejte zaprte v bolniški sobi, plačajte obiske pri zdravniku nekomu iz Tibeta, čakaj malo, a niti iz sveta dežela. Tam ne rabe zdravnikov. Zagotovite čisto vodo družini v Bangladešu, posvojite drevo v Nazarih, joj, tega pa jaz ne vzgaju. Se mogoče drevesa ni treba vzgajati. Darila s čarobno močjo nam je predstavila Manca Košir. A je to bejba od Koširja, Jureta ali kaj? Ne. Okay. Bom kar na svojem primeru povedala, ker ima moja najmlajša vnučka zdaj 2 leti. Sem ji izbrala šumeče drevo, kar pomeni, da bo s tem denarjem, ki sem ga dala za to darilo, dobili eno sadiko, ki bo posajena, kot mi je povedal tukaj predsednik gozdarskega društva, v parku Mozirje, in tako bo moja vnučka postala lastnica novega drevesa tukaj v Sloveniji, ki rabimo nova drevesa, avtohtone vrste, ni vse v smrekah, tudi lipe in tako naprej, bi lahko ponovno zasajali. In jaz jo bom pelala v Mozirje in bo objela to svojo sadiko in bo ponosna, ker ima Tesa svoje drevo. Tako je vnukinja Taja dobila svojega delfina in je tudi botrica delfina in še enega afriškega dečka smo izobraževali. O podukih finančne krize, komentar dneva, Rado Pezdir. Lekcije, ki bi jih morali vleči iz trenutne finančne krize, bodo, kot se zdi, zaobšle Slovenijo. Ne samo, da se nikakor ne neha neskončna tirada o apokalipsi in dokončni razrešitvi pred neoliberalizmom, celo več. V obdobju, ko bi morali biti zelo racionalni in pragmatični z vidika pravne regulacije in javnih financ, so interesne skupine skupaj z dobrim delom slovenske javnosti enostavno podivjale. Pustimo ob strani vprašanje dviga pokojnin in minimalnih plač. Pozabimo celo na nacionalizacijo dobičkov kot instrumente reševanja krize. Pomislimo raje na idejo, da bi država z denarjem davkoplačevalcev reševala podjetja. Seveda podjetja, za katere že 15 let vemo, da bivajo zgolj v komatoznem stanju in jih trenutna kriza jim pride prav kot navaden izgovor, da potrebujejo državni denar, torej vaš denar, sicer bodo odpuščala. Še več, kot smo imeli prejšnji teden priložnosti videti, je največji kolhoz, ki je nastal z državno intervencijo, prišel na plan z idejo, da bi del njegovih naložb po nekem kratkem obdobju, ko jih je odkupila država, leta odkupila nazaj. Razlog? Finančna kriza seveda. Resnica? Investicije, ki so se zataknile kolhozu v grlu. Ob tem seveda čestitam odličnemu poslovnežu Šrotu, ki zna vsako priliko odlično oceniti in obrniti v svojo korist. Pregovorno nacionalističnim Slovencem pa želim čim več podobnih domačih lastnikov, ki bodo poskrbeli za njihov nacionalni interes. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Filmsko Ljubljano je že 19. prebudil ljubljanski mednarodni filmski festival Life. Ponuja ogromno filmov in drugih norih doživetij. Na Vesti ga bomo spremljali tudi na posebnem blogu. To sem gledal japonski film, kjer sem ninja, no nisem ninja. A to Takeshi Kitano, Ja. Kirin Želva, kak je bil? Pa bil je tako, sem pa tjano. Lanski je bil veliko boljši. A Slav filmarju boljše, ali kaj? Ja, brez skrbi. On je bil res carski. Tle je pa tako, hude slike riše, pa... Spet riše, ko on vedno v teh svojih filmih. Zdaj cel film riše.
A pol ni tako smešen, kot je bil Slava film? Ne, niti približno. Na začetku je še celo zelo zamorjen. Shit. In pol ga ne priporočaš? Ma ne, vse je bil kul. Še vreme? Ali pa tudi ne? Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lep dan še naprej.